Pozdravljeni spet na srečanju z Bogom, zopet takole preko raznih naprav, naj pride slika in glas do vas. Obhajamo tretji sveti večer, praznik vseh svetih treh kraljev, ki bo jutri. Res sem vesel, da ste se tudi nocoj zbrali. Upam, da vas bo vsebina tega duhovnega večera tudi nagovorila. Naslov nocojšnjega srečanja je Moč je v praznih rokah. Bi pa rekel, da to srečanje še na poseben način posvečam pokojnemu sobratu Francu Drobniču, ki je živel tukaj v tej hiši, odkoder tudi prenašamo to srečanje 20 let. Zelo je zaznamoval življenje nas sobratov tukaj na Rakovniku. Bil je velik spovednik, prijatelj bolnikov, ostarelih, velik zgled gorečega duhovnika. Tako da sem nocoj tudi preko tega duhovnega srečanja na poseben način povezan z njim. Začnimo to naše srečanje tudi tokrat z molitvijo, ki pa bo v obliki pesmi. Kot veste, letos je rdeča nit naših srečanj razmišljanje ob sveti maši. Kako sovpada drama, bi lahko rekli, svete maše z dramo našega življenja. Videli bomo skozi vsa ta srečanja, kako se Kristusova zgodba prepleta tudi z našo zgodbo. In če smo na začetku, samo na kratko obnovimo v eni minuti, na začetku rastli kot na začetku svete maše rastemo kot ljudje vere. Na začetku, naprimer, izpovemo vero v to, da je Bog usmiljen, da nam je pripravljen odpustiti vsak trenutek. Na začetku svete maše izpovemo vero v usmiljenega Boga, ki nam želi vrniti našo lastno identiteto, ki nam jo tudi ob stvarjenju podaril, pa jo mi s svojim grehom zgubljamo. Potem druga stvar, Božja beseda in pa pridiga nas poveže v verujoče občestvo. Bog ne nagovarja posameznika, ampak nas nagovarja kot občestvo. In zato tudi pri sveti maši poslušamo Božjo besedo, tako staro kot novo zavezo. In potem duhovnikova pridiga je ene vrste pogovor med Bogom in človekom. Se mi zdi zelo lepa simbolika. In tretja stvar, ko rastemo kot ljudje vere med sveto mašo, je pa izpoved veroizpovedi. Med to veroizpovedjo se povežemo z vsemi verujočimi, ki so živeli do danes, do nas. Oni so oblikovali to veroizpoved.
Zadnjič smo razmišljali, da v prvih stoletjih krščanstva, ko je veroizpoved nastajala, so nekateri dali življenje za veroizpoved, so dali življenje za to, da so pravilno zapisali eno besedo, naprimer v veroizpovedi, ker se mi tako pomembno zdelo, da pridejo do resnice, kdo je Bog. In ko verujoče ljudstvo izpove svoje prošnje Gospodu, pa preidemo v sveti maši, bi lahko rekli, pridemo do vrhunca svete maše. Pridemo do drame, kjer se stvari najbolj zapletejo. In to se bomo danes ogledali. Za nocojšnje razmišljanje pa tale evangeljski odlomek. Marko, 8. poglavje. Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal, kaj pravijo ljudje, kdo sem? Odgovorili so, Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi, eden od prerokov. In vprašal jih je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter mu je odgovoril in rekel, ti si Mesija. Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, veliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili, in da bo po 3 dneh vstal. Nato so odšli proti Jeruzalemu. S tem evangeljskim odlomkom želim povedati to, da se na tej točki, da pride apostol Peter do ene točke, ko bo začel hoditi po drugi poti. Do zdaj Jezus s svojimi učenci hodi po Galileji. In to obdobje predstavlja prijateljstvo. Prijateljstvo med apostoli, prijateljstvo med Jezusom. Jezus apostole uči, apostoli se od Jezusa učijo, gledajo, kako on živi, kaj govori in rastejo v prijateljstvu. Potem pa se počasi začne, potem se pa ta pot obrne na tej točki, ravno kar ko smo slišali, ko učenci ne bodo hodili več samo po poti oziroma po krajini Galileje, ampak bodo šli skupaj z Jezusom proti Jeruzalemu. Tam pa Jezusa, kot sem napovedal na začetku, čaka trpljenje, smrt in vstajenje. In Peter ga bo večkrat polomil. In višek njegovega poloma bo na Veliki četrtek. Na Veliki četrtek, ko bo Jezusa zatajil. Veliki četrtek bo prinesel velik odklon apostolov od Jezusa. In takrat se njihovo prijateljstvo, njihov odnos pride v eno krizo. In o tem bomo danes razmišljali. Tudi danes bi lahko rekli, da je za številne kristjane življenje po veri polno preizkušenj, tako kot za Petra. Za nekatere kristjane je mogoče nedeljsko bogoslužje dolgočasno in se sprašujejo, kakšno mesto imajo sploh v cerkvi. Nekateri se pohujšujejo nad ravnanjem cerkve v družbi njenih predstavnikov. Nekateri se začnejo celo od cerkve oddaljevati in tako naprej. In prav zaradi tega nam tudi evangeliji spregovorijo o Petrovih skušnjavah. Velikokrat vidimo, da je tudi naše življenje takšno, kot je bilo Petrovo življenje. Mnogokrat se zgodi, da ko stopimo na pot zakona, pot redovništva, duhovništva, mislimo na začetku, da smo prišli do cilja. Tako kot je mislil Peter, da ko je z Jezusom začel to pot in se z njim družil, da je prišel nekako do cilja. Ampak Jezus mu pove, ne, zdaj se bodo šele verjetno začeli problemi. In velikokrat v življenju je tudi tako, pridemo do enega cilja in potem se pojavijo problemi, vsakodnevne obveznosti, neuspehi pri delu, osebne krize in tako naprej. In k temu nas vabi tudi, usmerja liturgija. Na začetku, ko smo rasli kot ljudje vere, smo utrjevali ta odnos z Gospodom. Zdaj se bomo spominjali njegove smrti in trpljenja,
ko pridemo v drugo fazo, kjer so potrebne nove milosti v življenju. In tukaj danes bomo razmišljali o novi milosti. In ta milost je upanje, ki ga potrebujemo za življenje. Danes bom govoril predvsem o tem, da brez upanja življenje ni mogoče. Prepričani smo, danes večkrat vidimo, da naša družba trpi zaradi globoke krize upanja. Še pred kakšnim stoletjem nazaj so ljudje imeli blazno upanje zaradi napredka, tehnologije, medicina se je hitro razvijala, vse se je razvijalo, povsod je bil viden nekakšen napredek. Danes ljudje, če jih poslušamo, gledamo, ne verjamejo več v ta napredek. Ta napredek je pa nesel tudi veliko zla, veliko tragedij. Sam pomislimo na prejšnjo stoletje, 2 svetovni vojni, hladna vojna, veliko nasilja, smrti in tako naprej. Danes, če pogledamo naprej, o čem ljudje govorijo, o ekološki krizi, tudi tragediji, ki nas lahko čaka, ekološka katastrofa, potem epidemija, ki nas je zdaj zajela, terorizem. Ljudje ne žarevajo takšnega upanja kot nekoč. Ampak mi, kristjani, smo povabljeni, da tudi v teh razmerah, v katerih živimo, postanemo ne samo nosilci vere, ampak tudi nosilci upanja. Prepričan sem, da prihodnost človeštva pripada tistemu, ki bo v sebi nosil upanje. In začeti bomo, ko gremo po maši naprej, s prinašanjem darov. Ta vsebina se mi zdi, da se tudi zelo upada z današnjim večerom, tretji sveti večer, prihod treh kraljev, ki so Gospodu prinašali darove. Prinašanje darov. Na oltar prinašamo kruh in vino. Na oltar prinašamo kaj? To, kar smo delali. Zelo lepo bi bilo, če bi darove, kruh in vino vedno prinesli iz cerkve. Ne iz mizice, ki je pripravljena nekje blizu oltarja in ministranti prinesejo gor darove. Bolje bi bilo, da bi darove prinesli po cerkvi, tako kot naprimer v Afriki ali po Aziji, ka lepa dekleta, fantje v plesu, v ritmih, v pesmi prinašajo darove, tako na zelo slovesen način, eksotično sadje, eksotično zelenjavo, same lepe stvari in to prihaja v procesiji in tako naprej. Sem slišal enkrat eno zgodbo, kjer je bil na eni taki slovesnosti škof. In darove je prinašala ena zelo lepa ženska v lepih ritmih, v lepih pesmih in tako naprej. In se je vedno bolj bližala škofu in župniku. In takrat se je škof obrnil k župniku in rekel: dragi župnik, če bo ta ženska zahtevala od mene tvojo glavo, ji ga bom dal na krožniku. V tem smislu, to je bilo malo šale vmes, ampak v tem smislu se mi zdi, da to prinašanje darov simbolizira vse naše življenje. Vse to, kar smo naredili, delamo, za kar se trudimo, prinašamo zdaj po cerkvi, kjer se združijo zgodbe vseh ljudi na oltar. In to je bistvo tega prinašanja darov. Prinašanje darov je viden izraz našega sodelovanja z Bogom Stvarnikom. Na to verniki k oltarju prinašajo tudi miloščino. Tukaj bi rekel samo to, kakšen pomen je tudi pobiranje denarja med mašo. Tudi ta miloščina izraža prav to. Bogu vračamo nekaj tega, kar smo dobili, ker smo prepričani, da vso energijo, talente, sposobnosti, ki jih imamo, prihajajo od Boga. In od vsega, kar smo se s temi talenti, sposobnosti, darovi, ki jih imamo, prislužili, nekaj tega vračamo Bogu. Ker prinašanje darov nas spodbuja k temu, da te darovi vedno krožijo, da se nikjer ne ustavijo. Tako kakor kroži vedno znova kri po naših žilah in to ohranja telo pri življenju. Tako bi mogli tudi darovi vedno znova krožiti. Prav zaradi tega smo se v decembru, v prejšnjem mesecu, tolikrat obdarili. Te darovi so kar krožili. Starši so presenetili svoje otroke s kakšnimi darili za Miklavža, Božič in tako naprej.
Pa ne samo zaradi tega, da bi jih obdarili, ampak da bi tudi oni nekaj od tega dali naprej. In to se mi zdi zelo pomembno, to kroženje dobrin. In človek, ki se udeležuje svete maše, postane po srcu darovalec. Postane po srcu darovalec. In kaj se zgodi? Kaj se zgodi, ko Bogu darujemo vse to, kar smo, kar imamo? Ostanemo praznih rok. Ob tem je prišla na misel ena anekdota iz življenja svetega Janeza Pavla II., ko je bil na obisku v Indiji, se je želel ustaviti tudi v hiši, kjer je živel veliki človek Gandhi. In iz spoštovanja do tako velikega moža se je pred njegovo hišo sezul in nagovorila ga je neka ženska, ki je Gandija poznala osebno in rekla: dragi papež, glejte, Gandhi, kaj je imel Gandhi? 2 prazne roke in imel je hinduizem. In s temi 2 praznimi rokami je premagal angleški imperij, njihovo vojsko, njihovo moč. In je rekla: glejte, tudi papež ima prazne roke, ampak ima veliko moč, tako kakor Gandhi. In neki nemški novinar, ki je poslušal ta pogovor, ki je spremljal papeža Janeza Pavla na tem potovanju, je zapisal: moč je v praznih rokah. Zakaj je moč v praznih rokah? Glejte, ko Bogu prinašamo darove, ko mu izročimo v življenju vse, kar imamo, vse, kar smo, naše roke postanejo prazne. In takrat, šele takrat, lahko Gospod izroči svoje darove v naše prazne roke. In sveti 3 kralji, ki danes prihajajo pred Jezusa, mu izročajo to, kar imajo, to, kar so. Ampak Jezus jih ne pusti prazne, izroči jim same sebe. Kralj Herod, se pa ni pridružil tem 3 kraljem, ampak se je bal za svojo oblast, za svojo moč in za svojo čast. In zato ni sledil 3 kraljem in je ostal praznih rok. In zato tudi mi čutimo, ko smo zmožni Gospodu predati vse, tudi tisto, kar nam je dragoceno, s kakšno močjo nas napolni On. In če želimo v življenju prejeti Božje darove, moramo najprej izprazniti roke. In še z eno stvarjo, ko spraznimo svoje roke, se srečamo tudi s svojo praznino. Vsak človek odkriva v življenju svojo praznino. In en del praznine ne more napolniti nihče, ne človek sam, ne prijatelji, ne sozakonec, ne punca, ne fant, ampak samo Bog. In prav ta del praznine kliče po Gospodu, po Jezusu, po odnosu z njim. In danes mnogi ljudje svojo praznino namesto z vero zapolnijo z obupom. In se mi zdi, da smo kristjani poklicani prav s tem pričevanjem, da ljudem pokažemo to kot berači, kje si kot berač lahko napolniš. In to je Jezus. Tukaj bi samo rekel, da je mogoče tudi za izpraševanje lastne vesti, tudi to mogoče vprašanje, česa v življenju nočem izpustiti, kaj nočem v življenju darovati Gospodu, kaj želim zadržati zase in tako naprej. To je za vsakega izmed nas lahko vprašanje. Znamenja upanja. Ko sem razmišljal o krizi in bom še naprej, pa o tem upanju in sem povezal z današnjim časom, vidite, koliko upanja je tudi v teh razmerah, naprimer v epidemiji. Kje sam osebno odkrivam znamenja upanja v tej bolezni, v tej tragiki, ki se dogaja? Kje? V dejanjih, ki so storjena, pa ne bi bilo potrebno, da so storjena. Naprimer, me je nagovorilo to, da so se nekateri ljudje spomnili zdravnikov in jim prinesli darila. Naprimer, nagovorilo me je to, da so nekateri ljudje šli v domove za ostarele in stregli v
oddelkih, kjer so bili korona bolniki. Ali pa nekateri prostovoljci, študenti so se zbrali in začeli pomagati otrokom preko Zooma, ker so bili nekateri zelo izgubljeni zaradi šole. Ali pa zdaj ob potresu na Hrvaškem, koliko ljudi, koliko organizacij je čutilo potrebo, da pomaga tem ljudem, ki so izgubili domove, ki so izgubili praktično vse. Zato bi rekel, da so v vseh tragedijah, vseh dogodkih, ki jih ne povezujemo z nečim dobrim, so pa v vseh teh dogodkih pa so znamenja upanja. In to so dejanja, ki se zgodijo, pa jih nihče ne pričakuje. Ki se zgodijo spontano, ki pokažejo na to, da zlo nima zadnje besede. Tukaj bi samo še rekel, krize in motnje v življenju so možnost za osebno duhovno rast in povečanje odnosov z Bogom. Kot sem rekel, ta veliki četrtek in veliki petek, to je bilo za Jezusa najtežji trenutki njegovega zemeljskega življenja. In teh se zdaj spominjamo pri sveti maši, pri daritvi. Zdaj smo prinesli darove, zdaj pa prihajamo na del, ko bomo govorili o tem darovanju, ko se spominjamo Kristusovega trpljenja in Kristusove smrti. Juda ga izda, Peter ga zataji, večina njegovih učencev se je razbežala in Janez napiše v evangeliju, bila je noč. S tem je hotel pokazati, kakšno je bilo stanje, vzdušje. Bila je noč. Povsod je bila noč. Če se hoče človek uresničiti, mora stopiti na pot preizkušenj. Nas uči ta stvar. Naša osebna rast se ne dogaja tako, kakor pri motovilcu, ki raste brez napora. Človek, če želi osebno duhovno rasti, mora stopiti v svet preizkušenj. Človek napreduje samo, kadar doživlja v sebi male smrti in po teh smrtih pridejo mala ustajenja. In to se začne že pri otrokovem življenju, že na vse zgodaj. Za otroka je prva kriza, ki mora z maternice priti na svet. To je zanj šok. Potem druga stvar, za otroka je zelo težko, ko mora zapustiti materine prsi, ampak mora tudi ta preskok narediti. Potem, ko zapusti dom, v času pubertete, adolescence, ko se nekako trga od družine, vse to za otroka, mladostnika pomeni krizo. Potem, ko zapusti lastno družino, zopet nastopi velikokrat kriza. Potem nastopi kriza, mogoče največja kriza, ko se je treba posloviti od tega življenja, v katerem živimo, in nastopi smrt. Torej, naše življenje je sestavljeno iz malih smrti in iz malih ustajenj. In Henry Ford je dejal, da je zgodovina niz nenehnih motenj. In odrešenje je tudi, zgodovina odrešenja je tudi niz nenehnih motenj. Najprej sta Adam in Eva v raju, potem sta izgnana iz raja. Pa Kain ubije Abela. Pa Abraham mora zapustiti svojo domovino, iti v neznano. Pa potem poznamo egiptovsko sužnost in tisto krizo. Pa poznamo, kako severno kraljestvo izgubijo Izraelci, pa tempelj izgubijo, pa na koncu svojo lastno suverenost izgubijo. Zakaj morajo Izraelci skozi vse te krize? Zaradi tega, da razčistijo podobo v Bogu. Morajo zapustiti podobo v tem, da je naprimer Bog bojevnik. Zapustiti morajo podobo Boga, da je Bog plodnosti. Morajo zapustiti tudi podobo Boga o tem, da je Bog njihov nacionalni zaveznik. Zapustiti morajo podobo o tem, da bodo Boga pomirile žrtve, te daritve, živali in tako naprej. To pa zapuščajo zaradi tega, da človek vedno bolj odkriva Boga sredi svojega življenja. Bog deluje v tvojem življenju, v mojem življenju, v našem življenju, v globinah naših bitij,
v ponižnosti našega srca in v bližnjem, tam deluje in tam živi Bog. In če gremo zdaj naprej na to Jezusovo smrt, tragično smrt, na smrt na križu. V Svetem pismu Galačanom piše: Kristus nas je odkupil od prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: preklet je vsak, kdor visi na lesu. Tukaj bi rekel samo to. Navezal bom, kakšna je nova svetost po Jezusovem vstajenju. Kakšno novost na poti kakšno novost Jezus prinese na poti svetosti. V času Jezusa Kristusa je bilo v judovstvu tako, da je bila smrt nekaj najbolj tragičnega, zasramovanega, nečistega. Bog je ustvaril življenje. Smrt ni nastala po njegovi volji. Takšno je bilo njihovo verovanje. Bog ustvarja svet tako, da ločuje. Loči svetlobo od temo, loči moškega od ženske, moči zgornje vode od spodnjih voda, loči zvezde, ki sijejo po noči, od sonca, ki sije po dnevi. Loči Izraelce od poganskih narodov. In oni so imeli prepričanje, da je pot svetosti v ločevanju. Nekatera hrana je bila nečista, druga čista, nekateri obredi so bili čisti, drugi nečisti. In kakšna je Kristusova novost? Ta, da preko tega, kar je bilo za Izraelce najbolj nesveto, in to je mrtvo telo, ki visi na križu, kar reče Pavel v pismu Galačanom, da je to prekletstvo za Izraelce, postane pot svetosti. Takrat pravi Matej v Matejevem evangeliju, da se je preklalo v času Jezusove smrti, preklalo sredi templja zavesa od zgoraj navzdol in je ločilo presveto. Tudi presveto se je odprlo, ki je bilo prej ločeno od laikov in duhovnikov. Samo veliki duhovnik je lahko vstopal v presveto, drugi ljudje ne. Ampak tudi to zagrinjalo se je raztrgalo, tako da je bila tudi ta ločnica med svetim, presvetim in drugim, lahko bi rekli celo profanim, odpravljena. In Jezus Kristus prinaša to novost in jo napoveduje že prej v svojem življenju. On se je dotikal gobavcev, ki so bili nečisti. On se je dotikal mrličev, ki so, naprimer, Jairove hčerke, in jo je obudil. On se je dotikal grešnikov, z njimi jedel, se družil. Pustil je, da mu je grešnica umivala noge, tako da so se nekateri pohujševali, če bi vedel Jezus, kdo je ta grešnica. Vidite, to ločevanje je Jezus začel odstranjevati in na križu dokončno odpravil ločevanje. Kaj to pomeni? To pomeni za našo svetost, da ni več v ločevanju. Eni so vredni, drugi ne, eni so dobri, drugi niso in tako naprej. Ampak svetniki so začutili, da nihče več od Kristusove smrti ni izločen ne iz družbe in ni izločen ne iz Jezusove ljubezni. Naprimer, bom dal 3 primere, kjer so bili nekateri ljudje izločeni in kaj je pot svetosti. Naprimer, sveti Janez Bosko. Tam pred dobrimi 200 leti je hodil po turinskih ulicah in je videl mulce, za katere se ni nobeden menil. To so bili izmeček tistega časa, tistega sveta. In on je rekel, moram jih vključiti v družbo in v cerkev, da postanejo dobri kristjani in pošteni državljani. Ali pa mati Terezija, ki je hodila po Indiji, po Kalkuti in je videla tam umirajoče in bolne. Po hinduizmu imajo prekleto življenje zaradi tega, ker imajo slabo karmo. In za njih se ljudje niso zmenili. Mati Terezija pa je v teh bolnikih in v teh bolnih videla Kristusa, ko je šla nekoč po mestu, je slišala glas, žejen sem, od nekega bolnika, umirajočega. In se spomnila, da je isto Kristus rekel na križu, žejen sem. In od takrat njeno spoznanje, to so moji bratje in sestre, ki ne smejo umirati in biti bolni na pločniki, ampak jih moramo vključiti nazaj v družbo, da bodo dostojno umrli.
Ali pa Peter Opeka, ki je na Madagaskarju videl ljudi, ki so po smeteh brskali, da bi prišli do hrane, je doživel to nedostojanstvo človeškega življenja in jih je hotel vključiti nazaj in zgradil na tistem smetišču lepo mesto, ki je vredno človeškega življenja. In to je svetost, ki jo je prinesel Jezus. Da vključimo vse nazaj, kar je izključeno iz tega življenja. In tudi mi se moramo vprašati, kaj v življenju izključujemo, koga izključujemo. Tudi kot kristjani, kot verniki se moramo vprašati, kdo so mogoče v cerkvi, drugorazredni ljudje. Ali vključujemo ali izključujemo. Jezus Kristus nam svojim zgledom daje prav to. Svetost, pot svetosti je vključevanje. Da ne bom predolg, bi takole povzel današnjo razmišljanje. Takole bi povzel. Vera je odnos z Bogom. In v prvem delu svete maše gradimo prijateljstvo z Bogom. Ampak vsak gre tudi skozi razne krize, skozi trpljenje in preizkušnje. In to je pa ta pot od Galileje do Jeruzalema in višek je v Jeruzalemu. Samo pot mimo Golgote gre v svobodo in vstajenje. In življenje je sestavljeno, kot sem prej rekel, iz malih smrti in malih vstajenj. In prosim za to, da bi nam dal tudi ta Jezusov zgled. Kaj je pa Jezusov zgled tega upanja? Ko je bil Jezus v najtežjih trenutkih, ko je vnaprej videl, kakšne smrti bo umrl. In to se je dogajalo na zadnjo večerjo. Ni otrpnil. Ni hotel postati žrtev tega. Ni zbežal. Ni, ne vem, kaj bi lahko naredil. Marsikaj bi lahko naredil. Kaj je on vzel? On je vzel kruh in je vzel vino. In je rekel, to je moje telo in to je moja kri, ki se daje za vas. In iz tega dejanja, iz tega upanja, ki ga je on s tem dejanjem naredil, živimo tudi danes mi kristjani. In tudi mi smo podobno povabljeni, da živimo upanje na takšen način. Vam bom povedal eno zgodbo, mogoče za konec, vsebino nekega filma z naslovom Božji možje. Greš za film, ki govori o trapistih, ki so v prejšnjem stoletju, ampak to je bilo nazaj 30 let, živeli v Alžiriji, v enem muslimanskem kraju, so se zelo dobro vključili v to muslimansko skupnost, hodili na njihova praznovanja, ker ljudje so jih imeli za svoje, jih vabili. Predstojnik samostana je znal Koran, je znal arabsko, se ga je učil in z ljudmi tudi o tem pogovarjal. So imeli ambulanto, kamor so hodili zdraviti svoje otroke, mnogokrat brez plačila in tako naprej. Ampak pojavil se je takrat ta skrajni islam. In oni so videli, da je njihovo življenje ogroženo. In zbrali so se skupaj in so začeli debatirati o tem, a naj vstanejo, a naj grejo. Mislim, da je eden brat se odločil, da gre domov, ker ga je bilo strah, da bo izgubil svoje življenje. Drugi bratje pa so rekli, ostanemo. In ko se je tudi nek menih pogovarjal z neko muslimanko, je rekel, vidiš, smo kot ptice, ne vemo, kdaj bomo mogli odleteti oziroma oditi iz tega kraja. Pa je rekla ta gospa, ne, mi smo ptice, vi ste veje. In če boste odšli, ne vemo, kje bomo dobili oporo, na katero se bomo lahko naslonili. In kaj je upanje? Upanje je beseda, ki se glasi ostanemo. In mi ostanemo. Zakaj ostanemo? Zaradi tega, ker Gospod ostaja z nami. Ker nas Gospod nikoli ne zapusti.
ker je to sporočilo današnjega večera. Gospod je Emanuel, Bog z nami, on ostaja. In kdor je poln Božjega duha, kdor je poln tega Jezusovega upanja, ostaja. In te besede so zelo lepe, ko jih slišiš od ljudi. Ostajam. Pa tudi, če so to besede od prijatelja, s katerim skupaj pijeva pivo. Ostajam s tabo. Tako. Te besede, ta večer, pa kot sem na začetku že rekel, sem posvetil Francu Drobniču, našemu sobratu, ki je 2 dni nazaj umrl in ga bomo v četrtek tudi pokopali. Bil je mož praznih rok, ampak polnega srca. Vse, kar je dobil, je dal naprej. Pri njemu so darovi skozi krožili. Nič se ni ustavljal, ampak je bilo tako eno tako življenje, kroženje. In prav zaradi tega sem ga nocoj, ko sem o teh stvareh govoril, nosil še poseben način, kot zgled v svojem srcu. Ne počiva v miru. Nocoj pa ne bomo izpostavili Najsvetejšega, ampak smo tukaj postavili jaselce, ki jih je Marko Suhovešnik prinesel iz Ekvadorja. So take res posebne, tako da jih lahko pa malo pogledate. In bomo imeli kratek sveti večer, molitev ob jaslicah. Preprosto, malo pesmi, malo rožnega venca, 10 rožnega venca bomo zmolili. Prebrali bomo evangeljski odlomek, tako da bomo začutili tudi na srečanju z Bogom 3. sveti večer. Adoramos te, Jesús, adoramos te, adoramos te. Življenje dano nam je, nova luč se rodi za ljudi. Slavi
prisluhnemo evangeljskemu odlomku, ki ga je zapisal evangelist Matej. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in govorili: Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Ko je kralj Herod slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: v Betlehemu, v Judeji, kajti takole je pisano po preroku: in ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji. Iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedoval o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko mi najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz pokloniti. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot. In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, Odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tako, na tak način bomo počasi zaključili naš večer, potem še sledi pesem. Hvala za vašo pozornost. Hvala vsem, ki ste bili nocoj z nami. Vam res želim uspešno, blagoslovljeno novo leto, v katerega smo tudi vstopili. Vse dobro, veliko zdravja, veselja. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem večeru. Janezu, Daniju, Blažu, Marku, to tam nazadej. Hvala za pomoč. In naslednji mesec ni srečanja z Bogom, ker imate študenti izpite in take študijske obveznosti, ampak v marcu se pa zopet vidimo. Jaz vedno rečem, upajmo, da v živo. Tokrat še bolj upam, da v živo. V prvem marčevskem torku. Do takrat pa vse dobro. Noc se spušča Betlehem, vsi ljudje spočivajo. Jožef in Marija pa na vrata trkata in čakata usmiljenja. Jožef in Marija pa na vrata trkata in čakata usmiljenja. Sredi strojev in rakit sreča zginjata. Jezus pa prihaja še, prinaša upanje v boljši svet za vse. Jezus pa prihaja še, prinaša upanje v boljši svet za vse. Stojiš ob jaslicah, Jezusu odpri srce. Če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman, božičani in srečeni. Če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman, božičani